Zaradi množičnega turizma v prestolnici vse več domačinov postaje nestrpnih, a celo žaljivi do turistov. Če želimo take situacije preprečiti, moramo turiste čim bolj asimilirati z lokalnim prebivalstvom. Zato so na Mestni občini Ljubljana pripravili kratek poučen video, ker so v 5 korakih naučimo, kako postati Ljubljančan. Pa začnimo. Vkolikor ne želite, da vas domačini tako identificirajo kot turista, se prosim izogibajte kavice in v centru Ljubljane. Ta prav Ljubljančan si tukaj kave sploh ne more privoščiti, se more šparati za najemnino, ki je vsako leto višja. Če pa že pride v center na kofe, da si ga prinesejo s sabo. Haj, župan, ne boste kofi? A je z mlekom? Ko je snad? Ja, pa še to sem pozabil povedati. Ta prav Ljubljančan itak pije z riževim, a pa z vsenim mlekom. Ta prav mlek je prepovedan že od leta 2018. Ej, surprise, malo kola. Ja. No, turista najhitreje zna njegov materni jezik. Ko ste v Ljubljani, prosim, da govorite italijanski, francoski ali pa japonski. Ampak se sporazumevite izključno v jeziku, ki govorijo domačini, torej v angleščini. Ja. Mama, good news. Sem ta vikend free. Ja, no. Daj bomo malo hengali, pa čileks ali pa to, okej? Cool. Čau. Vkolikor boste med obiskom prestolnice potrebovali zdravniško pomoč, se nikar ne odpravljite v tukajšnje zase domove. Avtohtoni Ljubljančani niti slučajno nimajo osebnega zdravnika v svojem domačem kraju, ampak so opredeljeni v ambulanti, ki je od stalnega prebivališča oddaljena vsaj 45 minut. In na ta način Ljubljančani razmenjujemo javno zdravstvo, se v vsaki bolezni dobro premisamo, če se nam sploh ljubi iti tako daleč. Skoraj vsak prebivalec Ljubljane ima svoj avto, ampak ga praviloma ne uporablja. Če bi ga pa premaknil, bi namreč izgubil parkirno mesto in potreboval nekaj tednov, da najde novo. To se z avtom nikar ne odpravljate po nepotrebnih opravkih, kot so služba, vrtec pa šola. Namesto tega, da je vaš avtomobil krasi eno izmed naših parkirišč, vi pa zgolj podaljšate parkirnino in na ta način polnite mestno blagajno. Prav Ljubljančan za svoje opravke uporablja kolo. In ne glede na to, koliko ve postavimo, kolo še vedno ostaja najhitrejša oblika transporta po centru mesta. Vendar pozor, vrednost vašega kolesa ne presega 40 evrov, se vam ga bodo v vsakmu primeru ukradli, garantirano. Dober dan. V Ljubljani imamo preprost sistem. Če ne najdete svojega kolesa, preprosto vzamete kolo od ene druge osebe in ga nato pustite na lokaciji, kjer ga lahko ukrade tretja oseba. Na ta način so vsa kolesa del sistema Bicikel LJ, saj prosto krožijo med prebivalci. Čestitam, ker ste upoštevali teh 5 preprostih korakov, da ste postali čisto pravi Ljubljančan. To se spodobi, da tudi vikende preživite kot pravi Ljubljančani, torej da zapustite prestolnico in se odpravite na podeželje, ker svojo prisotnostjo dvigujete cene nepremičnin in kvalitete življenja lokalnemu prebivalstvu. Hvala in lep pozdrav.